Župan Marko Funkl in infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek sta v Hrastniku 16. maja uradno odprla obnovljeno cesto skozi obrtno-industrijsko cono. Naložbo sta financirala Ministrstvo za infrastrukturo in hrastniška občina. Gre za pomemben infrastrukturni projekt, vreden skoraj 2 milijona evrov. Občina je zagotovila približno 338 tisoč evrov, glavnino pa je krila država. Dela so obsegala urejanje dobrih 630 metrov cestnega odseka mimo Steklarne in TKI in odsek od Hrastnika do mostu čez Savo. Odprtje ceste je le del sodelovanja, ki ga država oziroma resorno ministrstvo načrtuje v Hrastniku. Mislim, da gre pri projektu, ki smo ga danes uradno odprli, za veliko pridobitev, tako z vidika gospodarstva kot ljudi. Predvsem varnost na tem območju bo izboljšana. To ni kar, taka navadna rekonstrukcija, ampak gre res za temeljito rekonstrukcijo te ceste. Tako da v letošnjem letu imamo v državnem proračunu načrtovana sredstva za državne ceste v rekordni višini in kar nekaj projektov tudi v Zasavju. Jih je pa preveč, da bi jih zdaj naštevala. Občina je svoj del v obrtno-industrijski coni končala. Dela zdaj začenjata oziroma nadaljujeta podjetji, ki bosta v obrtno-industrijski coni gradili. Naj povem, da je občina Hrastnik s svojimi aktivnostmi v obrtno-industrijski coni zaključila. Stvar nadaljevanja je stvar obeh podjetij, ki bosta tu gradili svojo industrijsko infrastrukturo. Po besedah, ki jih imamo in po pogovorih z obema podjetjema, naj bi tovarna kemičnih izdelkov prve objekte za upravo pričela graditi čez nekaj mesecev. Na to pa sledi še pozidava drugega dela, medtem ko pri Steklarni Hrastnik pričakujemo, da se bodo katerakoli dela pričela v prihodnjem letu, najprej pa naj bi šlo za začasen objekt, zato da zadostimo vsem kriterijem, ki smo jih Ministrstvu za pridobitev teh sredstev tudi obljubili. Občina Hrastnik bo zdaj nadaljevala z nadaljnjimi koraki projekta ceste Hrastnik-Zidani most in ceste čez Dol. Kar se tiče ostalih cestnih projektov, naj povem, da bomo v resnici precej si prizadevali, da bi cesta Hrastnik-Zidani most dokumentacijo zaključili čim hitreje. Danes nismo slišali najbolj obetavnih novic, ker po mnenju ministrstva je do zaključka dokumentacije še kar nekaj dela. Po njihovih informacijah verjetno celo več kot 1 leto. To niso informacije, ki smo jih želeli prejeti. Po drugi strani pa smo dobili neko obljubo, da se bo maksimalno hitro uredila še preostanek. Moramo še ene soglasja dobiti strani države za vložitev gradbenega dovoljenja na lokalnem priključku ceste skozi Dol in želimo si, da bi letos v jeseni začeli z gradnjo te ceste, ki je za Hrastnik skoraj pomembnejša kot katerakoli druga cesta. Jaz verjamem, da ministrica ni v prazno obljubljala in da se bomo lahko jeseni veselili začetka izgradnje te res pomembne ceste. Kot sicer poudarjajo na občini, ti projekti za Hrastnik pomenijo veliko več kot zgolj številke. Gre za strateško pridobitev, za gospodarstvo, mobilnost in razvoj ne le občine, pač pa tudi širše zasavske regije.